predstavniki medijev, prav lepo pozdravljeni in hvala lepa, ker ste danes tukaj z nami. Predstavljamo bomo svetovanje o izobraževanju odraslih in moji govorniki so gospod Albert Štancar, je direktor CDI Univerzuma, gospod Bojan Hajdinjak, je direktor javnega zavoda Celje Štupar, gospa Jasna Kržin-Stepišnik, je direktorica Vic Ljubljana, gospa Vlasta Nosdorfer, varuhinja človekovih pravic in gospa Barbara Kitar, vodja skupnih služb v podjetju Skaza. Najprej bo predala besedo projektno bodo predstavili prvi trije govorniki, potem pa še zakaj je ta projekt pomemben, gospa varuhinja človekovih pravic in konkretno že primer podjetja, ki je vključen v ta projekt, gospa Barbara Kitar, ki je iz plastike Skaza, oziroma podjetja Skaza. Tako da najprej predajam besedo gospodu Albertu Štancarju. Lepo prosim. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, spoštovani tudi v mojem imenu. Rad bi povedal nekaj stvari v zadevi z temi projekti, ki so sedaj pred nami in so se pričeli. Vsi vemo, da ljudje izhajamo iz različnih življenjskih situacij. Nekateri se neprestano izobražujejo, določene skupine zaposlenih pa nimajo bodisi dostopa ali pa se temu niti ne posveča, nima pozornosti in odnosa do izobraževanja. Razlike v stopnji izobraženosti in obvladovanju znanj lahko vodijo v osebne stiske, občutek manjvrednosti, pa tudi v medgeneracijska nerazumevanja znotraj delovnega okolja. V okviru 2 javnih razpisov je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport namenilo sredstva za najprej svetovanje in vrednotenje neformalno pridobljenega znanja ter za drugi projekt brezplačno izobraževanje in usposabljanje. Tako vidimo 2 projekta, ki se medsebojno dopolnjujeta. No, v okviru prvega projekta informiranje in svetovanje za izobraževanje se je tako v slovenskem prostoru, če rečemo, organiziralo 15 konzorcijev, ki bodo delovali vse do leta 2022. Ljudske univerze tukaj nastopajo kot nosilci konzorcijev, konzorcijski partnerji pa so seveda ljudske univerze in srednje šole. V ljubljanski urbani regiji je tako nastal konzorcij 3 partnerjev, poleg Centra za dopisno izobraževanje Univerzum, še Celje Štupar, javni zavod Celje Štupar, ter Biotehniški izobraževalni center Ljubljana. Svetovanje in preko tega tudi izobraževanje smo že začeli in sicer v oktobru. Želim poudariti, da so vse te naše storitve brezplačne, namenjene so posameznikom kot tudi podjetjem. Kdo so udeleženci? Udeleženci so lahko vsi, ki so starejši oziroma ki imajo 45 let ali več, so zaposleni in imajo največ 5. stopnjo izobrazbe. Glavni cilj projekta je, da posamezniki pridobijo višjo raven znanja in si tako dvignejo svoje kompetence ter možnost tudi za drugo zaposlitev oziroma da so bolj usposobljeni na svojem delovnem mestu boljšega znanja in boljšega delovanja. Še malo statistike. Osrednja slovenska regija obsega, kot veste, 25 občin in ima 537 tisoč prebivalcev. Delovno aktivnega prebivalstva je 216 tisoč, pa 500 približno, od tega je 193 tisoč 400 zaposlenih. Po starostni strukturi je zaposlenih oseb starih 45 let in več 79 472.
podatki so iz konca leta 15 po SURS-u. Tako ugotavljamo, da so ti ljudje za nas zelo pomembni, da se jim posvečamo in dajemo možnost nadaljnjega izobraževanja. Še to bi rad dodal, da je od teh 79 000 oziroma dobrih 73 000 oseb, ki so delovno aktivni in zaposleni, da je od tega približno 9,4% oseb z osnovnošolsko izobrazbo, ter to je 18 200 oseb, ter 73 000 oseb, ki ima doseženo 5-stopnjo izobrazbo. Na vas, spoštovani predstavniki medijev, pa apeliram predvsem v tem smislu, da bi javnost obvestili, da gre za kakovostna izobraževanja, ki smo jih pripravili in da z njimi želimo tudi motivirati ljudi, ki se bodo spustili v ta naša svetovanja kot tudi izobraževanja. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Štancar. Besedo bom predala gospod Jasni Kržnič, da poprosim. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni. Samo trenutek, da vas imam mikrofone premakam. In dobrodošli pri nas, sploh tisti, ki ste prvič pri nas. Sama bom nekaj besed povedala o ciljni skupini, ki je zajeta prednostno v teh programih, zakaj je temu tako in pa kakšne so prednosti za izobraževanja, ta svetovanja in potem nadaljevanje izobraževanja za same posameznike in pa za podjetja. Torej, zakaj ravno starejši od 45 let? Med starejšimi od 45 let je, če jih primerjamo z mlajšo generacijo, večji delež teh, ki imajo nižjo stopnjo izobrazbe, torej manj kot 5. stopnjo izobrazbe. Poleg tega je to skupina zaposlenih, ki se manj vključuje, v manjši meri vključuje v različna izobraževanja in usposabljanja. Vemo, da se delovna doba podaljšuje, spremenjene delovne razmere pa zahtevajo od vseh nas zaposlenih, da se jim neprestano prilagajamo. In tukaj so seveda manj izobraženi in starejši v slabšem položaju v primerjavi z mlajšimi oziroma bolj izobraženimi sodelavci. Posledice take slabše izobraženosti in tudi manjše vključenosti v izobraževanje teh generacij pa ima za posledico, da so te osebe hitreje izgubijo zaposlitev, se težje vključijo v novo zaposlitev, so manj mobilne v času delovne kariere, da so posledično manj socialno vključene, kar pa prispeva tudi k nižji kakovosti življenja in tako naprej. Nižja izobraženost in pa naraščajoča starost sta torej eni glavnih tveganj za izgubo zaposlitve. Tudi podatki mednarodne raziskave PIAC iz leta 2012 kažejo tesno povezanost med pridobljenimi kompetencami oziroma spretnostmi in pa uspešnostjo posameznikov v življenju. Zato torej v tem programu namenjamo glavno pozornost tej ciljni skupini, ker te najbolj potrebujejo podporo. Če predstavimo zdaj še svetovanja, informiranje in svetovanje posameznikom omogoča po eni strani dostop do informacij o možnostih in to je močan element seveda motivacije za vključitev v izobraževanje oziroma usposabljanje. Ta svetovanja so namenjena tudi priznavanju oziroma vrednotenju predhodno pridobljenih znanj. Tu gre v glavnem za neformalno pridobljena znanja, priložnostno pridobljena znanja, ki jih posamezniki zaposleni pridobijo z delovnimi izkušnjami. Torej, posameznik si na ta način analizira svoje potrebe po lastnem izobraževanju, se odloča o razvoju osebnem in poklicnem in izdela tudi svoj portfolio, torej osebno zbirno mapo, ki mu pri tem pomaga. Kakšne so še koristi zanj? Torej, nadaljnjo karierno pot si gradi na osnovi teh usposabljanj in izobraževanj, ki se jim priključi.
To omogoča tudi, da je s delom samim bolj zadovoljen, bolj motiviran. Kar pa je seveda velika korist tudi za podjetja. Podjetjem in delodajalcem po eni strani ta svetovalna pomoč omogoča pomoč pri razvoju kadrov in analizi potreb po izobraževanju. Še posebej je to pomembno za podjetja, ki nimajo svojih kadrovskih služb. In zaradi bolj zadovoljnih in motiviranih posameznikov, ki so se izobraževali, seveda tudi ta podjetja lahko bolj kakovostno delajo, se bolje organizirajo, postanejo bolj konkurenčne in tudi uspešne. Gospod Jasna Kržin-Štepišnik, hvala lepa. Gospod Goran Hajden, predajamo z Ivoševom. Hvala lepa. Ko že govorimo o enem programu pridobivanja temeljnih kompetenc, premikanja se znamo ukvarjati s tehnologijo. Še en lep pozdrav še v mojem imenu. Jaz se bom bolj zadržal na projektu, na tem drugem projektu pridobivanja temeljnih in poklicnih kompetenc. Naj omenim, da oba projekta financira Evropski socialni sklad in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. In z tega razloga so vsa ta izobraževanja tudi za vse zaposlene brezplačni. Zdaj, ko govorimo o projektu pridobivanja temeljnih poklicnih kompetenc, bo projekt trajal 3 leta plus 3 leta, se pravi, po 3 letih bo narejena evalvacija in bo takoj sledil razpis za novo programsko obdobje do leta 2022. V osrednji slovenski regiji izobraževanja organizira 11 organizacij, in sicer CDI Univerzum, BIC Ljubljana, Glota Nova, Agora, Center za poklicno usposabljanje, Cene Štupar, B2, Mikrotim, Slovenska univerza za 3. življenjsko obdobje, Mednarodni center za prenos znanja in Srednja ekonomska šola Ljubljana. Posamezniki na teh delavnicah izobraževanja lahko dobijo tako formalna kot neformalna znanja. Če govorimo s formalnimi vsebinami, nekako pokrivamo različne certifikate, nacionalne poklicne kvalifikacije. Ko pa govorimo o neformalnih vsebinah, na računalništvu, tujem jeziku, slovenski jezik za tujce, zdravje na delovnem mestu, komunikacija, motivacija, reševanje konfliktov, prilagajanje spremembam in tako naprej. Seveda, to so samo eno od delček nekih predlaganih tem. Zdaj, kako smo pravzaprav izobraževalne vsebine sestavili, nekako smo prej naredili celoten konzorcij oziroma vseh 11 sodelujočih organizacij, šli smo v podjetja, vprašali, kaj pravzaprav podjetja rabijo, vprašali smo ljudi, kaj ljudje rabijo in na osnovi tega smo oblikovali programe. Tako da, če imamo čist plastični primer, rečemo, smo se pogovarjali z ljubljanskim potniškim prometom, ima voznika avtobusa, kaj zdaj ta voznik avtobusa potrebuje, so rekli, rečemo, komunikacija za mogoče malo težjimi strankami in jasno smo pripravili 50-urni program za te šoferje. Ali pa rečemo mogoče kuhar, ki želi delati v neki kuhinji in ne rabi, rečemo, italijanski jezik, ki smo oblikovali, rečemo, italijanski jezik skozi želodec. Se pravi, da je prilagojen prav na te kuharje. Še en mogoče tak primer, avtomehaniki, najbolj veste, da se zdaj vsi srečujejo z novimi orodji, ki so lahko zdaj v nemškem jeziku ali v angleškem jeziku in pravzaprav, kako ga zdaj pravzaprav naučiti, da uporablja računalnik in hkrati jasno še ta jezikovna kompetenca, ker so več manj sama vodila v nemškem jeziku. Na tak način smo vsi oblikovali programe. Zdaj, naš cilj je bil, da vključimo odrasle v vse življenjsko učenje, da jim izboljšamo kompetence, ki jih potrebujejo pravzaprav zaradi non-stop spremenjujočih se potreb na trgu dela, zaradi večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi zaposlenih. Naj samo omenim, da vse te prej omenjene organizacije izobražujejo tudi posameznike, imajo posebej zanje razpisane programe in izobraževanje, več pa lahko tudi na spletnih straneh posameznih organizacij. Cilj je, da bi v svetovanje vključili najmanj 20,000 udeležencev in da od teh 20,000 bi vsaj 75% udeležencev bili vključeni tudi v te oblike izobraževanja, ki se malo prej predstavili. Delavnice, tečaji izobraževanja bodo starejši pomagali, da bodo lažje sledili spremembam v okolju, to sem že omenil, mogoče še enkrat da poudarimo. Pa podjetja, ki vlagajo v človeške vire,
so bolj produktivna, izboljša se kakovost organizacija dela, prilagodljivost in mobilnost zaposlenih je večja, pa na konec koncu se izboljša tudi medsebojni odnosi in lojalnost podjetju. Jaz pa mislim, da bomo kot primer dobre prakse tudi slišali podjetje Skaza, ki pa mislim, da bo potrdila tem mojim besedam. Tako da toliko z moje strani, hvala lepa. Gospod Goran Kajnik, hvala lepa. Na vas, spoštovani predstavniki medijev, predvsem apeliramo, če boste lahko o tem, da so se začela svetovanja in posledično tudi brezplačno izobraževanje za ljudi, obvestili čim širšo množico ljudi, kajti želimo, da se da se v to lahko vključijo. In ravno z tem namenom smo povabili pri nas tudi varuhinjo človekovih pravic, gospod Vlasto Nussdorfer, da bo povedala še z njenega vidika, zakaj in kako vidi ta projekt oziroma v katerih vidikih je pomembno. Tako da podajam si danes. Spoštovane predstavnice in spoštovani predstavniki medijev, ko sem bila povabljena k sodelovanju in je gospa Jernejčič poklicala in predstavila vse to, kar ste lahko danes slišali od vseh treh govornikov, sem se seveda takoj vprašala, kje vidim kot varuhinja človekovih pravic pozitivne note tega izobraževanja, kaj bo prineslo, kaj pomeni. Zagotovo nikoli več ne bo tako, kot je bilo. Včasih je 45 leto starosti in seveda več pomenilo skoraj konec službene kariere, kajti mnogi so se upokojevali po 50. letu in torej po 45. letu so že čakali na leta, ko bodo zaključili svojo službeno pot. Kot veste, in je bilo že rečeno, sedaj se ta leta višajo, torej upokojitvena starost je presegla 60, celo 65 leto dosegajo nekateri, ko odidejo v pokoj, tisti, ki pa so lahko celo do 70. leta na svojih delovnih mestih, vendar so to seveda redki poklici in primeri. Kaj pomeni, ko dosežeš starost 45 let in nekako ugotavljaš, da je za tabo prva polovica 20 let ponavadi, lahko tudi manj, z ozirom na to, da ni toliko zaposlitev. Kaj pomeni za človeka? Pomeni, da lahko stagnira in samo čaka, da ohrani službo in doseže pokojnino. Lahko pa pomeni to, da postaja enakopraven mlajšim, ki so seveda danes z ozirom na drugačen način življenja, Evropsko unijo, odprtost, znanje jezikov, čisto drugačni. Morda bolj kompetentni, morda tisti, ki lažje zasedajo ali ohranijo delovna mesta. In zato vidim velik doprinos k temu, da lahko ljudje tudi po 45. letu iz različnih razlogov nimajo več kot 5. stopnje izobrazbe, še ostanejo v koraku s časom, dosežejo mlajše, se izobražujejo na vseh področjih, ki so bila že navedena. Sama recimo v srečanjih s starejšimi ugotavljam, da jih zdravstvo, ki je pred vrati in nekaj ga že imamo uvedenega, zlasti naročanja k zdravnikom, stanejo veliko več časa, celo vprašanje je, ali so temu kos, in zato v računalniškem izobraževanju, pa ne gre za starejše osebe, ampak starejše od 45 let, seveda navzgor do konca službene kariere, vidim velik doprinos k temu. Kajti ni vse v tem, da ohraniš službo. Če si na delovnem mestu zadovoljen, je tudi tvoje zdravje boljše. Mi pa danes srečujemo veliko ljudi, ki zapadejo v depresijo iz zelo različnih razlogov. Morda celo nekateri, ko otroci odidejo od doma, ko se borijo na delovnih mestih, da bi zdržali, imajo toliko težav na zdravstvenem področju, da jih to pravzaprav bega in se sprašujejo, kako bodo zdržali do konca delovne dobe. Seveda, znanje jezikov na nekaterih področjih, ki so bila že izpostavljena, tudi poklicnih, tudi tam, kjer včasih ni bilo treba obvladati toliko zadev, je danes že nuja. In zato se mi zdijo vsa ta izobraževanja velik doprinos za slehernega. Današnji otroci živijo drugače, bolj odprto. In morda je ravno doba,
po 45. letu pa ta hip za tiste, ki so zaposleni in nimajo visoke izobrazbe, težek preizkus. Ali bodo zdržali, ali bojo delodajalci zaupali, tudi za delodajalce. Imajo pridnega delavca, vendar bi ta rabil nekaj več, dodatno znanje. Zatakne se seveda pri denarju. Vsi vemo, da je izobraževanje vedno nekako povezano, ko si starejši, tudi sredstvi, ki jih nimaš ali ne nameniš za izobraževanje. In ta brezplačnost, torej ta možnost, je zagotovo velik doprinos za pravico do izobraževanja, pravice iz dela in ne nazadnje tudi zdravja. In zato to podpiram. Sem pravzaprav bila celo presenečena, da obstaja ta nova možnost in se veselim, da bomo lahko v tem času, ko bo tekel projekt in upam, da bo podaljšan, lahko ugotovili, kaj so ti ljudje z dodatnimi znanji, kaj bodo pomenili za svoje delodajalce, kako se bo tudi njihovo zaupanje v prihodnost povečalo, tudi pravzaprav njihova lastna samopodoba, kajti mi vemo, da včasih ljudje zaradi ali neznanja na enem izmed področij ali šibkega znanja zapadejo tudi v zmanjšano samopodobo in številne težave. Tako da sem tega projekta zelo vesela in zato sem danes tu, da tudi vam medijem povem, da se za mnoge torej po 45. letu s tem projektom začenja tudi lahko novo obdobje izobraževanja, s tem, ko se izobražuješ, pa ostajaš, kot radi pravimo, v trendu življenja, kot vemo še kasneje, ko gredo v penzijo, odidejo v univerzo za tretje življenjsko obdobje. In sama zelo podpiram vse te dodatne možnosti za ljudi, ki jih morda prej niso imeli ali niso celo izkoristili. Tako da hvala, da sem lahko tu in da tudi kot varuhinja prispevam za to skupino ljudi in velik da k temu izobraževanju. Hvala. Hvala lepa. In vesela sem, da vam lahko predstavimo tudi že projekt, to se pravi, naslednja govornica je Barbara Kitek. V podjetju Skaza so namreč že začeli s tem projektom, splošno pa prav v Skazi izredno velik poudarek dajo na izobraževanje in pomen izobraževanja. Tako da bi prosila gospod Barbaro Kitek, da nam pove, kako gledajo na to, kaj jim pomeni in kakšen odstotek njihovih zaposlenih lahko tudi pri njih vključijo. To, kot smo omenili, je ta projekt tako za podjetja, kot tudi za posameznike. Gospa, prosim. Hvala. Lep pozdrav še z moje strani. Ena izmed ključnih vrednot v podjetju Skaza je izobraževanje. Izjemno pozdravljamo takšne projekte, ki smo jih danes slišali. V našem podjetju, ko smo slišali za ta projekt, smo se takoj lotili in z lokalno ljudsko univerzo stopili v stik, tako da smo začeli v mesecu septembru že z prvimi razgovori s našimi zaposlenimi. V podjetju Skaza imamo več kot 300 zaposlenih, vendar le 5 ustreza kriterijem, ki smo jih danes slišali. Vendar smo potem želeli omogočiti, ker imamo pa več zaposlenih, ki imajo dokončano 5. stopnjo izobrazbe, da smo želeli ta projekt razširiti na naše zaposlene, ki z dokončano 5. stopnjo izobrazbe. Prav ta trenutek pa do konca meseca novembra potekajo individualni razgovori z vsakim zaposlenim. Izjemno pomembno se nam zdi, da so zelo dobra pokrita področja, kot so na primer računalniška znanja, znanje tujih jezikov, saj se zavedamo, da na tak način krepimo socialne kompetence naših zaposlenih. Kot smo že slišali, se zaradi pomanjkanja znanja včasih tudi ljudje počutijo nesamozavestne in tega ne želimo pri naših zaposlenih. Pri naših zaposlenih jim želimo omogočati, da rastejo tako na osebni, kot tudi na karierni rasti. In zato je tudi pomembno, da jih nenehno izobražujemo. Tako da našim zaposlenim smo omogočili, da se lahko sami izberejo, katere kompetence menijo, da potrebujejo, da bodo lažje upravljali svoje delo. Tako pa tudi gradili svoje znanje v
v ostalem življenju, ker vse veste, zadovoljen delavec mora biti zadovoljen na delovnem mestu, kot tudi v svojem življenju. Tako da, kot sem dejala, še enkrat pozdravljam ta projekt. Sem izjemno vesela, da smo lahko eden izmed prvih podjetij, ki smo se vključili v ta projekt in sem vesela, da bomo to tudi do konca speljali in upam, da še bo več takih projektov. Hvala lepa. Hvala lepa vsem sogovornikom, seveda besedo predajam vam, predstavniki medije, če bodo kakšno vprašanje. Izvolite. Mogoče pa, kar se tiče samega zanimanja, glede na to, da je razvijamo srečni program, kakšno je zanimanje, med podjetji in tudi med posamezniki, ki se vključili? Bom predala takoj besedo, ampak bom rekla, da več, ko boste vi v tem poročali, pa obveščali, bo zanimanje še večje, ker ravno namen je, da razširimo obveščanje. Zanimanje je sorazmerno veliko. Morate vedeti, da pravzaprav smo v podjetja vstopali že spomladi. Tako da smo se dogovarjali in ta pot v podjetjih je pogosto kar malce dolga. Ampak pravšna bomo rekli, da je ta razpis prišel ven, da smo se pripravili in sedaj pričeli tudi v oktobru, septembru že z izobraževanjem. Najprej svetovanje in potem izobraževanje. Imamo, recimo v naši ustanovi imamo tudi odprte liste za zaposlene, se pravi za manjša podjetja ali kakorkoli že in se lahko prijavljajo. In to smo v prejšnjem tednu odprli, če temu tako rečem, in je zanimanje kar veliko. Lahko bi celo rekel presenetljivo veliko. Zdaj, kako bo pa v nadaljnih letih, pa tudi ne vemo. Zato tudi potrebujemo vašo pomoč.